Dobro jutro, živijo vsem, no, ura je mečkan še 10, tako da je že kar dober dan. Midva z Tevžem, Tevž, kje si? Midva s Tevžem greva v Rižano, v bistvu na kraj zločina, poiskat lastnico oziroma dedičko našega veterana iz Rižane. Mečkam pogledat, pobrskati po njeni zgodovini. Najprej se bomo ustavili na samem najdišču, potem imamo majhno darilo za gospoda, ki nam je s traktorjem pomagal bulja ven potegniti, potem pa iskati čim več podatkov o našem bulju, o njegovi zgodovini. Evo, lej, tukaj je ležal. Tukaj smo ga ven potegnili. Ali je že zarastalo takrat? Predajski. Čist hudi. Sam našega gospoda s traktorjem ni videti nikjer. Ni danes aktiven. Grejo pogledat, če je doma. Tlele v lokalno gostilno vprašati, če vejo kaj več. A lahko še eno informacijo? Ja. Tle ste imeli en kombi v Rižani, se spomnite? To ga že dali proč. Se vem, mi smo ga vam potegnili. Ja. A mogoče veste, kdo je bil lastnik prej? Čakajte, bom vprašala. Hvala. Marja, no, čuj, tiste kombi, ne, ki je stane tudi tega gospoda. Hčerka naj bi pa živela v Rižani, ampak so se preselili v Izolo in zdaj gospo hčerko iščem. Njeno hčerko lahko vam dam naslov, kje stanuje. Odlično. Ne pogledaj za naslov. No, hvala. Gospa, mogoče veste, kdo je tle lokalen kmet, ki nam je pomagal s traktorjem ven potegniti tega kombija? Bi mu pelil gajbo pivo, imam zanga. Tak, zelo suh možakar, no. Samo če ni bil traktor, kaj je bil tak, re? Ja, eno ruto je imel gor. Ja, potem je tisti Janez. Janez? Janez. Zelo hvala. Kleva Dora, bo se znal čitati. Izola. Izola. Okay. To je hčerka, ne? To je hčerka od, ja, ona se je pisala obra. Živijo. Midva sva zadnjič govorila. Se spomnite, jaz sem bil s kolesom. Ja. Ja. Da, sva. To me je zanimalo, kako to, da je na polju pristal? Sem mu povedal zadnjič. On ni več naredil tehničnega, ki je imel že To je bil problem. ne vem koliko, 20 let avto. Aha. In pol smo pa mi rabili tam zadati motike noter, kakšno orodje spraviti. Smo ga dali na zidake in smo spravili noter, zaklenili. Kdaj ga je pa reka potegala pol noter? Spomnite leta? Je bila poplava, to je Ja, bilo to je 2009. Ne, prej, je bilo še enkrat prej. Še prej? Ja, da mogla biti. Enkrat prej je Blanka, Ja. tam po 90. letu. Ja, vem, ko je bila tam, ki je benzine, ne? Ja. Kdaj pa je na polje prišel kombi? Smo mogoče spomnite, kjer ga leta? 83, tam nekje, po 80. letu. Aha. Na pol sem si prav zapomnil. Ki avto je kaj? Avto je okrog 60 bi moglo biti, ne? Avto, zdaj smo zvedeli, letnih 61 februar je bil. Pa mi je tako nenavadno, dobro, 20 let je že lepa starost za kombi, sam... Ma ne, tudi mož je bil že Bogi. v visokih letih, ne, starosti in pol ni več delal, ne. In drugače on je to prevažal, sadje v Ljubljano pa take stvari. Sadje, zelenjavo in to. A ste ki pil? Ja, častim. Še en deci lahko, ali. Ok, greja tle pogledat, če je gospod Janez doma. To bo bilo po traktor. Da ga vprašati, če je kdo doma. To mi je bil en star. Madonca, to je pa veliko stvari. Počnemo. Živijo! A smo v Prtapravih? A je tukaj en gospod Janez? Ja, samo se je šel v Koper. V Koper je šel? Živijo! Ne vem, če se spomnite, kakšen mesec nam je vaš gospod pomagal kombi vam potegniti. Ja. Se spomnite? Pa smo v Prtapravi hiši. To je. Sam nekaj imam zanga. Ker zanč... Saj ni nič hudega, saj ni nič tazga. Zanč ni hotel nič vzeti, no. Ja, res, tako prazno, da ste se... Izvolite. Ko veste, da pije pivo, da ne vino? Ker je moški. Šivamo za Izolo. Gospe
zdaj smo izvedeli, da ima celo 2 imena, Mirjana plus partizansko ime Dora. Zanimive štorije. Njen prijatelj iz otroštva Stojan, ki je z njo, ne boste verjeli, skupaj pasu krave, dobesedno, je drugač lastnik njive, kjer je kombi počival in nam je dal podatek, ki jo najdemo in je rekel celo, da jo moramo nujno pozdraviti. Tako da bomo via Izola. In nato vaš cilj bo na levi. Gospod, a lahko samo informacijo, kje je tukaj enka? Gospod, ni za komunikacijo. Se bi potrkali, samo nimamo kje. Lejo, številka 1. Ja, živijo. Mogoče na zdravo, zunanji vhod. Misliš? Mogoče. Ja, glede na pring so zihar pred pravimi vrati. Samo malo. Sam čujem, da se pes nadere. Nič pojjo jaz, pa pridemo nazaj. Okej. So v Izoli, kam grejo zdaj jesti? Meni je vseeno, sam ljubek na tišini. Grejo tlele, ki gremo običajno. Gostilna Istra, ali pa je že. Ne smem čebule jesti. Da nam par gospe pol smrdel iz ust. A veš, bo pol gospa stran zbežala, če čebulo jedu. Grejo za gospo še kavo kupiti. Tole je kavica za gospo. Upajmo, da je v drugo doma in da gre že v drugo rado, ne v tretje. Zdaj sva še enkrat prišla sem. Kavo mava, to je po mojem že oči prepovedal. In zdaj upava, da je gospa Oblak tukaj. Je živijo. Hej. A imaš tukaj gazdarico? Ja, kaj je? Pejdi jo poklicati, no. Še kava naredila. Kavo bo vzela. Dobre, ja. Pa bo napisala list, da so bila tukaj, če naj lahko pokliče. Najbolj, da takole preveževa. Zihar gospa usfalila, pa zgleda še kamašnica, kot darilo. Takole družba, misija delno uspešna in najdeli smo hišo gospe pa nismo najdeli, kakor ste videli. Smo ji pustili kavico in sporočilo, upamo, da nas pokliče.